Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, dobrodošli v drugi epizodi iz podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Danes je z mano gostja, ki je v zadnjih letih postala eno izmed najprepoznavnejših imen v družbeno-civilnem prostoru v Sloveniji. Pa ne le v Sloveniji, je močan glas tudi v Evropi in globalno. Je aktivistka, kolumnistka, pobudnica kampanj, prejemnica številnih priznanj in direktorica Inštituta 8. marec. Z mano je Nika Kovač. Nika, lepo pozdravljeni. Živijo. Kako ste? V redu, tako malo jutranja, ampak okej. Ja. Smo ugotovili, da morda drugič lahko kakšen popoldanski termin rezervirava, ampak to je moč, ne? Tudi jutra so lahko zelo prijetna in lepa. Itak, jaz imam to nekako smolo ali pa srečo, da delam ful mednarodno. In večina mojih sodelavcev v službi začne delati takrat, kadar mi končamo z delovnikom. Tako da ponavadi zaspim tam ob 2-3 po noči in sem potem tako do 1-11 malo bolj počasna. Ampak upam, da bom danes vseeno opravila svojo nalogo v redu. To ne dvomim. Nika, vi niste zgolj simbol aktivizma, ste misleča posameznica, ki v času polarizacij, krivic in političnega hrupa ohranjate jasno vizijo, močen glas in seveda tudi prodornost. Ampak za vsakim javnim obrazom pa je zagotovo tudi kakšna zasebna zgodba. Namreč, da se vi spopadate z dnevnimi krivicami, pa bom rekla tudi napadanji, morate imeti za to jasno postavljena cilje, pa tudi vaši temelji morajo biti trdni. Kaj je tisto, da vaše temelje ne zamaje? Jaz mislim, da ima tukaj ful enih zaslug moja družina, sploh mama. Moja mami je človek, ki ima res jasne vrednote, je tudi najbolj kritičen človek, ki ga jaz poznam do vsega in me je vzgajala tako skupaj z očetom, da smo ogromno hodili na proteste. Veliko smo se pogovarjali o vsem. Imela sta neko to teorijo, da morate se z mano pogovarjati o knjigah, da lahko gledam stvari, ki jih gledajo odrasli, če se z mano o tem pogovarjajo. In jaz se spomnim svojih, prvih parad ponosa ali pa prvih protestov proti vojnam, na katere smo hodili. In se mi zdi, da je mami tudi zdaj en tak glas, ki mi kdaj pove, da mogoče sem preveč prijazna do kakšne oblasti ali pa da premalo vidim širšo sliko ali pa me pokliče po vsakem nastopu ali pa kampanji pa reče, to nisi okej povedala. Tako da se mi zdi, da je ona tista, ki me vedno znova vrača nazaj na neko linijo te neke ideje, za katero stojim. Drugače pa druga je pa ekipa. Mi imamo v inštitutu res močno ekipo, zdaj nas je že več kot 15 ljudi, ki aktivno vsak dan delamo skupaj in to so ljudje, ki ne kupijo bullshita. To so ljudje, ki pač skupaj delamo že toliko časa, nekateri že skoraj 10 let. Videli smo marsikaj, vemo, zakaj se borimo, ob čem stojimo, vemo, zakaj se postavimo in se mi zdi, da takoj, ko bi koga od nas zanesel v kakšno smer, bi nekdo udaril po mizi pa rekel, dajmo se vrniti na to pot, spomnimo se, kaj je naš cilj, neka demokratična socialna družba, ki skrbi za vsakega posameznika, posameznico, dajmo se sfokusirati na to, ne na neke neumnosti, s katerimi se zdaj ukvarjamo. Ja, zanimivo, zelo. V bistvu res je družina dejansko tudi tisti prvi temelj, ampak dejansko je zdaj inštitut na nek način druga družina. Ja, jaz sem imela srečo, da sta moja starša živela tako, da smo vedno imeli veliko prijateljev na obisku, prijateljev, ki so počeli najrazličnejše stvari. Sploh mami je imela najboljšo prijateljico, ki je zame tako kot neka druga mama in se mi zdi, da so me naučili, da je vedno treba vse delati v neki skupnosti. In k temu se zdaj tudi vračam in tudi jaz vedno pravim, da zato, da se začne eno gibanje, zato, da se začne ena sprememba, je potreben en sam prijatelj, s katerim lahko začneš delati na neki ideji in se ti pa pridružijo tudi drugi. Kako pa imate to delo potem tudi v inštitutu urejeno, se pravi, kako nastajajo ideje, a so to zamisli, a je to, bom rekla, brainstorming, a je to, ne vem, se dobite pa skupaj karkoli novega ustvarjate, ali so to ideje posameznika in se potem razvijajo dalje? V bistvu je tako, da inštitut je nastal
na začetku tako kot neka ideja, da bomo organizirali okrogle mize. Mi nikoli nismo želeli biti to, kar smo zdaj. To se je zgodilo zelo po nesreči in tudi mislim, da če bi imeli nek jasen plan, da postanemo, kar smo postali, se to nikoli ne bi zgodilo. Naša ideja osnovna je bila organizirati okrogle mize o spolu, o revščini, o tem, kako je to dvoje povezan, in mi nismo imeli nobenega financiranja, nismo imeli prostorov, nismo imeli funkcij, dobivali smo se v lokalu na kavi enkrat na teden, se pogovarjali o tem, kaj narediti in potem naredili dogodek. Potem pa se je zgodila kampanja Ja pomeni ja, kampanja Jaz tudi, potem številni referendumi in nekako smo rastli in rastli. Se je začel prijavljati na mednarodne razpise. Jaz sem ugotovila, da ne morejo ljudje, ki prehajajo v 30 leta, delati vsega zastonj, zaradi tega, ker je vse to neko obdobje, ko si ustvarjaš družino. Zdaj imamo tudi prvega dojenčka v inštitutu in smo ful vesele. Ja. Tako, vaša Ana družina se širi. Ana naša je rodila. Tako da se je inštitut spremenil in je rasel. Kar je jedro inštituta, je programski odbor, znotraj kjer ga se odločimo, kaj so te teme, ki se jih bomo lotevali. Potem je pa tako, da je naša vrednota, da vsak zna delati vse. Vse imamo razdeljene stvari, imamo ekipo za komunikacijo, ekipo za teren, ekipo za prostovoljce, ampak se mi zdi, da je lepota tega, kako mi delamo, da vsaka od nas je lahko kamorkoli postavljena, pa se bo znašla. No, to pa je odlično. Potem dejansko res, kot v pravi, bom rekla, družini, krvni družini, tudi tukaj ima vsak nekako svojo funkcijo, vsak razume svojo funkcijo, ampak delujete skupaj in vsak ve tudi, kaj počne oziroma širšo zgodbo. Ja, in tudi mi vedno pravimo, vsako delo je častno. Pogosto se zgodi v nekih organizacijah ali pa v nekih skupnostih, da se mi zdi, da ljudje nočejo pripraviti prostora ali pa pospraviti za dogodkom ali pa pomagati nositi stolov ali pa kaj sprintati. Pri nas je tako, da rečemo, vsa dela so vredna enako. Imamo osebo, ki skrbi za našo pisarno in njeno delo je čisto isto vredno kot delo pravnice, ki pripravlja stvari, recimo neke sistemske spremembe. No, to so te vrednote, ki bi morali biti splošno sprejete in bi morali tako vsi delovati. Kaj pa bom rekla, v inštitutu, ko ste, bom rekla, se odločite za kakršnokoli nadaljno delovanje, se odločite za kakršnekoli kampanje. Kako nastajajo te načrti? Se, bom rekla, najprej napišete na papir ali... Ja. Torej, v bistvu osnova tega, kar mi delamo, je, da vedno izhajamo iz teme socialne pravičnosti, enakopravnosti, skupnosti. In v resnici imamo zdaj to srečo, da imamo mi 37,000 ljudi, ki so na naši e-mail listi, to je ogromno enih ljudi, ki nam redno pišejo. In pišejo o svojih problemih, pišejo o tem, kaj se dogaja, kje si želijo neke spremembe. Kako pa potem to prebirate, 37,000 ljudi? Oseba počne samo to. Samo ena oseba, ampak to je potem lahko 24 ur na tem. V bistvu naše delo se na nek način ne konča, ampak hkrati pa, ko beremo te stvari, opazimo, kaj so neke stvari, ki v družbi mogoče ne delujejo, ki jih je treba spremeniti. Zelo podrobno tudi spremljamo, kaj dela, ne vem, državni zbor, kaj se dogaja v vladi. In potem, ko opazimo, da gre nekaj proti našim vrednotam, ali pa da je nekaj, kar je potrebno spremeniti, v bistvu pogledamo, kaj je ta neka sistemska stvar, ki se je lahko lotiš. Kaj je v bistvu zakonodajna sprememba, ki bo pomagala neki najširši skupnosti ljudi, in potem naredimo okrog tega kampanjo. Kampanje pa delamo na različne načine. Ali sami pripravimo zakon, pa zberemo 5,000 podpisov, pa potem naredimo kampanjo za zakon, ali zberemo 1 milijon podpisov, da spremenimo nekaj v Evropi, ali skličemo referendum, ali pa v resnici, ne vem, pišemo pisma, peticije, razne stvari, predlagamo nekaj direktno odločevalcem. Kar se mi zdi pomembno razumeti na splošno v družbi, je to, da vsaka demokratična družba mora imeti neke ljudi, ki ne delujejo znotraj institucij, ki niso odločevalci, ki spremljajo, kaj se v družbi dogaja. Civilna družba kot nek mehanizem, ki pove, da kdaj stvari ne delujejo, da kdaj stvari delujejo. In lepota demokratične družbe je to, da se vedno ne strinjamo, in v resnici kar ločuje avtoritarno oblast od
demokratične oblasti je to, da imaš lahko kritičen glas in da lahko problematiziraš stvari. In jaz na nek način se hecam, vedno, ko govorim s svojimi prijatelji, ne vem, iz Belorusije, Gruzije, da jaz najbolj vem, da živimo v demokraciji, trenutno takrat, ko kritiziram tudi tega predsednika vlade, tudi to vlado in me noben ne sprav v zapor ali pa noben mi ne grozi ali pa se ne zgodi nič, kar se recimo v drugih sistemih lahko zgodi. Tako, imate v bistvu, vsak ima pri nas dejansko svoj glas, tako ima tudi inštitut svoj glas, preko ljudi, ki pa si mogoče to ne upajo tako izraziti. Tako da bom rekla, vi dajete glas tistim, ki so, bom rekla, tiho, oziroma nimajo te moči. Zdaj, vem, da vi zelo radi pišete, berete. Kdaj pa najdete čas za pisanje kolumn, pa verjetno še pišete tudi kaj tako zase? Jaz sem kar nekaj knjig napisala, tudi kolumne, tudi zelo veliko objav, ki so na socialnih omrežjih inštituta, napišem jaz. V bistvu tudi nekako vaše zgodbe so nekako prepletene s sistemskimi vprašanji, tudi skozi kolumne je to kar videti. Meni v resnici pisanje pomaga razmišljati. Meni se zdi, da je okrog nas en tak truštvo, skozi se nekaj dogaja, da takrat, kadar sem jaz pa tipkovnica, jaz tudi ogromno pišem na papir, imam občutek, da lahko končno fokusiram svoje misli, pa strnem pač neko idejo. In lih ta neka vaja o konsistentnosti, lih to, da se v bistvu držiš nekega plana, da reflektiraš stvari, se mi zdi tisto ključno. Zato, da lahko delamo naprej, pa zato se mi zdi tudi pomembna vsebina, kjer se vedno vračaš prav prek pisanja. Za kolumne je pa tako, da vedno mi je žal, da sem jaz pristala na to, ko pride ta datum, da moram nekaj napisati. Ker je pod prisilo na nek način. Ker je pod prisilo in ker tudi ponavadi to pomeni, da pišem po noč ali pa da ne moram početi česa drugega. Imam tudi tak sistem, da vedno zberem temo, potem pa še preden te kolumne prebere urednik, je mama moja prva bralka, s katero imava potem ping-pong in se pogosto tudi ne strinjava v čem in je to res tako ure in ure procesa, da ta tekst pride v to obliko, da ga pošljem naprej, ampak na koncu je pa dober, ker opažam, da lih ta mesečni tempo tudi pomaga inštitutu nekako strukturirati svoje delo in razmisleke okrog česa se organiziramo. Zanimivo. No, zdaj pa, če greva malček na tale mednarodni del, zelo me zanima, kako je bil tisti dan, ko ste za en dan prevzeli Instagram profil bivšega od Obame. Tako. Najprej, mi smo takrat imeli kampanjo My Voice, My Choice v polnem teku. To je bila najtežja kampanja, ker smo se mi do takrat lotili. Zdaj se mi zdi, da imamo še eno bistveno težjo in to je za prekinitev trgovskega sporazuma Izraela in Palestine. Bova kasneje verjetno o tem govorili. Tako. Ampak eno obdobje med to kampanjo za varen in dostopen splav se nam je zdelo, da nič ne funkcionira. Te podpisi so prihajali grozen počas, ti moraš zbrati 1 milijon podpisov, spletna stran Evropske unije je noro počasna. Vsak, ko odda podpis, mora dati številko osebne izkaznice. Ljudje niso bili vajeni tega, zdelo se nam je, da gre prepočas. Vsi so nam govorili ne, eno obdobje, da pač nas ne bojo podprli, da je to preveč kontroverzna tema. In pa še pred Obamo sem jaz dobila klic Marka Ruffala. Takrat je bil nominiran za Oskarja. Oziroma njegove ekipe, ki je rekla, vemo, kaj dela inštitut 8. marec, mi bi vas radi podprli, a imate kakšno temo, ki jo lahko podpre Mark Ruffalo na Oskarjih. To pa je bilo potem izjemno. Fora je, da jaz nisem vedela, kdo Mark Ruffalo je. In sem potem ekipi napisala, kdo je Mark Ruffalo, in je bila ekipa tako, kdo? Nika, on je pač Mark Ruffalo. In to dogovarjanje že samo z njim je trajalo 2 tedna. Kaj bo on naredil na Oskarjih? In jaz kar nisem verjela, da se bo to zgodilo. Vse smo govorili, vedno nekaj obljubijo, pa se pa ne zgodi. In spomnim se, da smo čakali na Oskarje in obljubil nam je, da bo naredil to na rdeči preprogi. Torej, da bo pokazal ta naš simbol in pač da objavil, da je za varen in dostopen splav, in to se ni zgodilo. In jaz sem rekla,
marš, gremo spat. Spet razočaranje. In zjutraj me kliče naša Kristina in reče, niks, objavuje. In me je zbudila, ne vem, ob 6. zjutraj in sem jaz rekla, dajmo še malo spat. In je bila tako, ne. In takrat, ko je on prvi to objavil, se je zgodil prvi velik premik v kampanji, ker smo kar naenkrat postali del pop kulture. In Mark je naredil v bistvu to, da ta kampanja ni bila več kampanja nevladnih organizacij ali pa neke skupine aktivistk, ampak to je bila kampanja, ki je bila izpostavljena na Oskarjih. To je bila kampanja, za katero je stal Hollywood. Potem je Pedro Pascal recimo podprl kampanjo, Alisa Milano, ful enih igralcev, kasneje nam je, ne vem, Pink začela slediti na profilih. Tako ogromno enih ljudi stoji zdaj za tem gibanjem in kar naenkrat so nam vsi influencerji začeli pisati, če lahko dobijo majico, če lahko podprejo tudi oni. Za njim je bila Severina. Severina je to kampanjo vzela čisto za svojo, tako da, ko sem jaz dobila mail iz Obamove pisarne, se nam to več ni zdelo toliko posebno, ker smo imeli že izkušnje in smo rekli, ful lepo, in takrat sem jaz rekla, valjda bomo to naredili, če lahko govorim o My Voice, My Choice, o kampanji. In potem je treba vse te stvari posneti naprej. V resnici, ko ti narediš njegov takeover, morajo biti to vse vsebine, ki grejo čez preglede, ki jih oni pregledajo, ki jih odobrijo. In jaz do zadnjega nisem verjela, da se bo to res zgodilo. In ko se je to zgodilo, sem bila jaz v Chicagu, ker sem ta isti dan z njim govorila na odru. In potem, ko so te objave začele prihajati na Instagram, sem se jaz dvojno počutila. Po eni strani smo bili ful veseli, ker so nas kar naenkrat začele podpirati različne politične stranke po Evropi, ki so se prej malo izogibale teme. Po drugi strani je pa potekal genocid v Gazi, ki še vedno poteka in demokrati so za to soodgovorni. In jaz sem zelo kritična do tega dela demokratske politike in v času tega genocida, v času tega, ko so izgubili volitve, sem se jaz tam pojavila in je bilo v bistvu meni pomembno, da ko sem z njim na odru, tudi pač sem kritična tudi do njega. In tako da sem se ukvarjala zelo s tem, kako v tem trenutku, ko je izpostavil delo inštituta, še vedno ohraniti naša načela in držo, kar sem pol tudi naredila. Je pa v resnici meni pomembno, ko pride do mojega odnosa z njim, to, da v resnici obstaja neki en politik, ki nas res toliko podpira, ki vidi v inštitutu neko vrednost in čeprav se mi dva verjetno privat ne bi strinjala v vseh temah, še vedno prepozna, da je to gibanje vredno, ki ga organiziramo in način, na katerega delamo, da nas je podprl. Tako, in to je zdaj ful dolg odgovor na kratko vprašanje. Dejansko to je smisel tudi tega, da se pove od samega začetka, kako je vse skupaj potekalo. In recimo tudi v temu je čar, da stojite vedno za tem, za kar ste. Se pravi, ne glede na to, tudi če vas vrh politike recimo podpre, vi boste še vedno stali za svojimi stališči, tako ali drugače. Zelo podoben je bilo, ko sem dobila, ne vem, Vital Voices nagrado. To je ena najvišjih nagrad v Ameriki za področje aktivizma, podeljujejo Hillary Clinton. In to je bilo še v času Bidenove administracije in ponovno sem bila jaz v tej situaciji, ko se v resnici te poboji grozljivi v Palestini so se začeli in nagrada se imenuje Vital Voice. In jaz sem imela v govoru, sem govorila o genocidu in jaz sem ugotovila, da to tam ni okej. Da je to ena stvar, v kateri oni najrajš ne bi, da jaz tam spregovorim. Na srečo, jaz sem dobila denarno nagrado takrat in jaz sem se odločila, da celotno nagrado porabim za to, da pride inštitut na podelitev v Washington. Tako da je prišlo 10 ljudi tja in mi smo imeli dogovor, da jaz pač vsem povem, kar sem imela zapovedati v Palestini in da oni začnejo ploskati, če me slučajno kdo z odra odnese v unem trenutku. Nič takega se ni zgodilo. Je bilo pa meni to ena najtežjih stvari, ki sem jih naredila, zaradi tega, ker je bil z takratne administracije tak pritisk, da se ne govori o tem, da se ne nosi, recimo jaz sem nosila lubenico kot simbol tega, da v resnici je bilo težko to narediti.
ampak ko sem to naredila, je bilo potem vse v redu. In se mi zdi, da je kdaj ta samocenzura tudi nek mehanizem utišanja, ki ga sami sebi lahko tudi naredimo in da je treba vedno iti čez to. In spet tukaj je bila moja mamita, ki sem se en dan pred podelitvijo nagrade z njo pogovarjala in sem mi razlagala, da mi je težko to narediti in je ona rekla, Hillary Clinton bo tam, odgovorna je tudi ona za to, če tega ne narediš, pač ne moreš stati za svojim delom. In mi je pomemben ona ta glas, ker me vedno znova potem postal v pravo smer. In jaz sem bila prepričana, da bojo oni z mano potem prekinili sodelovanje, ampak niso. Tudi po govoru se ni nič zgodil. Še več, povabili so me na še več dogodkov, povabili so me tudi na Kolumbijo kasneje predavati. In v resnici še naprej sodelujemo. Tako da to je to, to je smisel. Stali ste za tem, kar verjamete, povedali ste in nič hudega se ni zgodilo. Zagotovo pa verjamem, da je težko kdaj. Človek je malček v precepu, kaj narediti, kaj ne. To so zagotovo pritiski hudi, ampak vi sledite svojim načelom. Ja, jaz tudi mislim, da tudi zdaj trenutno vedno znova smo mi tudi v Sloveniji v tem precepu. Zdi se mi, da zelo dobro se spomnimo, kaj pomeni avtoritarna družba. Zelo dobro vemo, kako to izgleda in kaj pomeni policija na cestah, kaj pomeni solzivec na ulicah, kaj pomeni prevzemanje vseh institucij, kaj pomeni to, da nam so hoteli ukiniti inštitut 8. marec pod prejšnjo vlado. Ampak še vedno hkrati se nam pa zdi pomembno, da tudi tukaj nastavljamo ogledalo. Da če se ne strinjamo z nekimi stvarmi, da to vedno znova pač povemo, da govorimo o tem, da pa hkrati izpostavimo stvari, ki so dobre. In da še vedno ponudimo možnost sodelovanja vsem političnim opcijam in da če podpirajo neke teme, da skupaj sodelujemo. Zelo konkretno pod to vlado smo delali kampanjo za čist zrak v Anhovem. Mi smo to skupnost spoznali v času referenduma za vodo, skupnost, kjer so številni ljudje najprej zboleli zaradi tega, ker so v Anhovem proizvajali azbest, potem pa zaradi tega prekomernega sosežiga smeti so ljudje dobivali raka na pljučih in smo naredili kampanjo z njimi, pripravili zakon s skupnostjo, zbirali podpise za ta zakon, zbrali podpise, imeli neznanske kapitalske pritiske strani tujega kapitala in se je potem oblast in tudi del opozicije postavila za ta zakon in rešila to skupnost. In tako sodelovanje je pomembno, dobro in lepo. In tako mora tudi biti, na koncu koncev. Prej sva omenjali, se pravi, Gazo. Zdaj smo lahko spremljali tole mednarodno konferenco, ki je bila My Voice, My Choice, kjer so v bistvu zdravniki iz prve roke lahko tudi povedali dejansko stanje, kako je, kaj se dogaja. In bilo je, bom rekla, zelo močno, brez nekih močnih besed, brez patusa, ampak dejansko stanje kot tako. In verjamem, da marsikomu je bilo kar težko to poslušati in na koncu tudi gledati tiste videe. Kaj tudi predsednik vlade je dal svojo izjavo. Kako ste se vi tega lotili, da ste, mislim, to se mi zdi tak velik projekt, da pridete tudi do teh zdravnikov, da poveste, da so oni pripravljeni stopiti pred kamero, da dejansko povedo, kako je nastalo to? Ja, ko smo mi zbrali 1 milijon podpisov za splav, naša ideja je bila, da bo to samo ena kampanja in da v resnici od tega trenutka naprej ne bomo več organizirali nič z My Voice, My Choice. Rekli smo si My Voice, My Choice je samo pač gibanje za splav in potem bomo nehali in se osredotočili nazaj na Slovenijo. Kaj se je pa zgodilo, je pa to, da smo mi ustvarjali neko izjemno skupnost prostovoljcev, na tisoče jih je, ki so zbirali podpise po celi Evropi in oni so nam začeli pisati Palestina, Gaza. Nekaj je treba narediti na področju Gaze.
In jaz imam tudi Fadija, enega zelo dobrega prijatelja, ki živi v Palestini. In z njim sem jaz na vezi, odkar se je še prej, pa sploh odkar so se te grozote začele. On živi tam, mislim. Ja, ne prav v Gazi, ampak pač v Palestini. In se vedno pogovarjava, kaj so stvari, ki se jih da narediti, kakšna je situacija. Potem je prišla ideja, da v resnici pritisnemo na Evropsko unijo. Jaz vem, da Slovenija lahko naredi marsikaj je tudi že naredila, kot pač ta majhna država, v kateri živimo, ampak hkrati se mi pa zdi, da tukaj morajo reagirati velike sile. In tukaj Evropa je do zdaj molčala, ni naredila ničesar z načrtnim stradanjem otrok, ni naredila ničesar z samim genocidom. Na 10.000 ljudi, pač nedolžnih civilistov umira, pa se nič ne naredi in smo začeli razmišljati, kaj narediti na ravni Evrope, da se v resnici ta genocid konča in je prišlo do te ideje prekinitve trgovskega sporazuma z Izraelom. Jaz sem v tem konkretnem primeru zelo ponosna na Slovenijo, ker je Slovenija naredila prve korake, da se je ta možnost sploh odprla. Mislim, da je bilo 5 držav, ki so to predlagali Evropski uniji in Slovenija je vodila ta postopek. In hkrati pa je potreba narediti pač mednarodni pritisk. In smo začeli delati to peticijo, to kampanjo. Marsikdo nam je to odsvetoval, zaradi tega, ker je Slovenija ena redkih držav, kjer se lahko o genocidu govori, kjer je to nekaj popolnoma normalnega, kjer lahko jasno izrazimo, da se ne strinjamo s tem, kar Netanjahov dela. V večini držav je to zelo velik tabu. Ljudje so kaznovani na protestih. Ne vem, Tina iz inštituta je živela v Berlinu eno obdobje in je razlagala, kako tam zapirajo protestnike, ki izražajo mnenje o tem. In marsikdo nam je svetoval, naj tega ne delamo. Z My Voice, My Choice. Berlin pa je recimo demokratično. Tako, točno to. Naj tega ne počnemo, ampak smo se odločili, da bomo, ker je treba se postaviti za to, kar je prav. In takrat smo se s Fadijem povezali, kasneje z zdravniki, z različnimi evropskimi poslanci, s podpredsednikom Evropskega parlamenta in začeli delati na tej iniciativi. Te zdravniki pač, jaz jih ne morem prehvaliti, v kakšnih razmerah delajo, kakšne zgodbe govorijo. In na tej tiskovni konferenci je govoril potem tudi podpredsednik Evropskega parlamenta, predsednik slovenske vlade. In Kaja Kalas je kasneje povedala, da Izrael krši človekove pravice, ampak Evropa še razmišlja, če bo glede tega ukrepala. Tako da... Sicer ne vidim, zakaj razmišlja, zakaj bi sploh morala razmišljati. Pač razmerje sil, ampak mi bomo vztrajali, še vedno bomo težili, še bolj se bomo organizirali, še več ljudi bomo probali dobiti, da se oglasijo, ker je to edini način in jaz sem prepričana, da čez, ne vem, 20-30 let bo ljudi, ki v tej situaciji niso nič naredili, ali pa so bili tih, ali pa so raje izbrali svoje obdobje globoko stran. Ja, ker tu se ne gre samo, bom rekla, za številke, ki jih slišim, ampak gre se za življenje, ne, in to iz minute v minuto. Kaj pa mislite, v Sloveniji še vseeno razmišljamo v smislu, saj to je pa daleč, a smo še vseeno v nekem mehurčku mogoče, da bi se morali vseeno še tudi mi malo več o tem pogovarjati? Jaz mislim, da zelo velika večina Slovenije je absolutno zgrožena, kar se dogaja v Gazi. Mi smo priznali Palestino kot državo. Jaz imam občutek, da v Sloveniji vsem ogromno pač pomeni mir, da večina Slovencev je proti dodatnemu oboroževanju, večina Slovencev se zelo odločno postavi na stran miru. Vemo, kako je biti majhna država, vemo, kako si je izboriti pač neodvisnost in jaz sem v tem primeru res ponosna na Slovenijo. Kar pa je treba reči, je pa to, da je bivši predsednik vlade Janez Janša ob novih bombardiranjih Trumpa, ob novih vojnah, ki se dogajajo, piše stvari kot, lahko rečem samo bravo, hod na konference, kjer govori z Netanjahovim, zelo evidentno podpira ta genocid in jaz sem prepričana, da če bi bili mi trenutno pač pod drugo vlado, bi v resnici
bi v resnici bilo bistveno težje početi, kar počnemo tukaj zdaj lahko in izražati stališče in mnenje. Mislim pa, da lahko Slovenija naredi še več, vedno lahko naredi še več. Amnesty International je dal pobudo, da se Slovenija pridruži tožbi, s čimer se jaz tudi strinjam. Tako da se mi zdi, da je vedno prostor. Moramo se pa zavedati, da obstaja politična opcija v Sloveniji, ki v resnici zelo zagreto podpira genocid. No, ko so že ravno pri politiki, sej letošnja jesen bo zagotovo vroča, kar se tiče političnega odra. Kaj pa je vaše mnenje v tej smeri? V Sloveniji, konkretno? Za Slovenijo, ja. Jaz bom začela s tujino, ker se mi zdi, tako kot sem rekla, moja resnična služba je to, da se ukvarjam z demokratičnimi praksami po celem svetu. Kako pa to potem sploh vi kombiniram? Kombinacija mednarodno in potem še tudi nacionalno. Jaz delam vse v Sloveniji v prostem času. Tako da moj prosti čas je inštitut in My Voice, My Choice, tako da to počnem popoldan ali pa pač tekom dneva med dopustom. Kdaj pa spite? Ful malo spim, ampak recimo, fun fact, jaz sem zdaj le na dopustu recimo in cele dneve pač delam v Sloveniji. In še sem ste mogli biti, mislim. Ampak ne, tako. Jaz sem se zelo veliko ukvarjala s tem, kaj se je zgodilo v Ameriki. Jaz sem napovedala zmago Trumpa, prepričana sem bila, da bo Trump zmagal in mislim, da je Trump zmagal zaradi 3 razlogov. Prvi razlog je, da demokratska vlada ni dovolj naredila in da so bili ljudje zaradi tega razočarani. Drugi razlog je, da so naredili neke napake. Tretji razlog pa je, da niso znali komunicirati stvari, ki so jih naredili dobro. Ker so naredili tudi marsikaj dobrega. In Trump je zmagal na praznih populističnih obljubah. On je obljubil, da bo končal mir v enem dnevu, pa imamo namesto 2 vojn 3. Obljubil je, da bo, znižal cene jajc, pa je neenakost večja v Ameriki, grozi, da bojo prazne trgovine zaradi njegovih neumnih odločitev. Govoril je o tem, da bo poskrbel tudi za neke marginalizirane skupine. Ogromno ljudi, ki ga je volil, so ljudje, ki prihajajo iz marginaliziranih skupnosti. Kaj zdaj počnejo? Deportirajo jih masovno. Ljudi, ki so bili rojeni v Ameriki, beremo zgodbe grozljive, ki se dogajajo. Torej, eno veliko razočaranje. Situacija v Ameriki je tako grozna, da ljudje si tega niso predstavljali. Vedno več volilcev, ki so ga volili, govori o tem, da so razočarani. In kar mene zanima je, kako v bistvu preprečiti, da pride nek tak avtoritarc. Kaj narediti, da se nekaj takega ne zgodi. To so stvari, ki pač Trump bo zafrknil cel svet. To je neka moja napoved. Se cel svet tudi gleda ves čas Trumpa in čaka vsak njegov naslednji korak. In recimo, jaz ne grem več v Ameriko zaradi tega, ker ne vem, me bojo odslovili na meji, ker sem prekritična, ali bom končala, zdaj se hecam v El Salvadorju, tam v enem zaporu. V Sloveniji je pa tako, 2 stvari sta. Mi imamo svojega avtoritarca in odkar je nastopila ta vlada, ta človek počne vse, da bi spet dobil oblast. In za to oblast se bori na populističen način, za to oblast se bori na način preko lažnih novic. Jaz sama sem se znašla v enem od letakov SDS-a kao na njihovi strani pred referendumom, kjer tega nikoli nisem rekla. Jaz vedno jasno povem, kaj so moje stališča na lažnih novicah in agresivno dela na tem, da smo bolj razdvojeni, kakor smo. Po drugi strani se mi pa zdi, da pač imamo vlado, v katero je bilo usmerjenih ogromno pričakovanj. Ta vlada je prišla kot neka rešiteljca in se mi zdi, da tem pričakovanjem ni zadostila. Da ljudje so na marsikateri točki razočarani in da so žalostni in da recimo, ne vem, tudi sama sem šla na protest proti 5% za NATO in zaradi tega se mi zdi pomembno, da zdaj v teh zadnjih mesecih pred volitvami, da vlada naredi vse, da utrdi socialno državo, da gradi skupnost, da gradi na povezovanju, da pokaže svojo zelo jasno razliko z avtoritarno možnostjo.
moj kolega je imel na protestu plakat Najboljša obramba je socialna država. In ena od stvari, ki je mene razveselila, je bila to, da je predsednik vlade organiziral posvet s humanitarnimi organizacijami, z civilno-družbenimi organizacijami glede socialne države. Imeli smo že follow-up sestanke, kjer se zdi, da bo naredil marsikaj v smeri krepljenja socialne države in to se mi zdi sploh v tem trenutku, ki so ljudje razočarani, marsikdo, tudi sama sem do neke mere razočarana in sem to tudi povedala nad temi 5% za NATO, da se v bistvu jasno pokaže, da ne, bomo še vedno vlagali v socialno državo, še vedno bomo počeli te stvari, da se ljudem zagotovi dostojno življenje in da se naredi še neke te korake. Mislim pa, da je tudi treba priznati, da so bile ene stvari narejene zelo dobro v tem mandatu. Jaz sem prej govorila o priznanju Palestine, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zaščita javnega zdravstva, Anhovo. Marsikaj je bilo v bistvu sprejet in pomembno je, da tudi to prepoznamo in da rečemo, ja, želimo si več, ampak marsikaj dobrega je bilo pa narejen. Se pa jaz mislim pa, da je treba narediti vse, da ne pride avtoritarna politična možnost, zaradi tega, ker tako, kot sem rekla, mene tukaj danes absolutno ni strah povedati, da se s čim ne strinjam. Mislim, da imamo neko družbo, kjer lahko izražamo mnenja. Mislim, da se to celo ceni, da je to pač del demokracije. Moji prijatelji, ki prihajajo iz Belorusije, iz Gruzije, iz avtoritarnih držav, jih je večina v azilu po drugih državah, zaradi tega, ker jim grozi, ne vem, dosmrtna zaporna kazen. Govorila sem v resnici o tem, o tej kritični misli, o tem, pač, kako izražamo lastno mnenje. Mene tukaj danes ni strah povedati, da se recimo ne strinjam z enimi stvarmi, ker se mi zdi, da je to tisto, kar loči demokratično družbo od avtoritarne. In moji prijatelji, ki prihajajo iz Belorusije, iz Gruzije, iz držav, kjer nastopa neka avtoritarna opcija, zdaj celo recimo v Ameriki, v državi, ki slavi svobodo govora, več teh mnenj ne morejo izražati. In se mi zdi, da je to tudi neka ta stvar, ki ločuje demokratične družbe od avtoritarnih. Ja, to je res. In v bistvu na koncu je tudi naša dolžnost, da nekako spregovorimo. Vsi bi morali tako tudi delovati, ampak načeloma je še dosti posameznikov takšnih, ki jih je strah, enostavno ne znajo izražati svojega mnenja, koga pa so pa, bom rekla, potisnjeni morda na stran in se ne znajo več sami boriti. In zopet ste tukaj vi, kot inštitut, ki ste glas tudi takšnih ljudi. Pa tudi, recimo, jaz ful verjamem v to, da se ne rabimo strinjati v vseh temah. Recimo, način, kako mi v inštitutu vedno delamo, je to, da si zberemo eno temo, za katero se borimo in potem povabimo vse politične opcije, vse ljudi, da z nami delajo na tej temi. Da zgradimo neko veliko koalicijo. In jaz zelo verjamem v to, da je treba presegati neke narcisizme majhnih razlik, da je treba v resnici delovati široko, da se je treba v resnici povezovati z najrazličnejšimi ljudmi in da samo na ta način se lahko zgodijo pač neke spremembe v družbi. In za tem stati in te stvari v resnici spodbujati. Hkrati se pa meni zdaj tudi pomembno to, mi vedno pravimo, da ko povabimo tudi recimo politiko, da z nami sodeluje, da takrat, ko pa naredijo nekaj dobrega, da je pa treba jih pohvaliti in tudi recimo za tem stati, ali pa po drugi strani pač recimo kritizirati, ko se stvari ne zgodijo. In to se mi zdi nek ta pristop, ki ga mi vedno znova oberemo in ki deluje in se mi zdi, da smo na ta način marsikaj spremenili in da je ena lepota v tem. Ja, vsekakor se strinjam. Tudi to, kar ste prej omenili, je socialna država, se pravi, zdaj so počitnice, kmalu bo novo šolsko leto in vaša prizadevanja so tudi za to, da bi imeli osnovnošolci brezplačne učbenike, da bi jim te pripadali in da bi potem šlo tudi v tej smeri naprej. Se pravi, da bi bili upravičeni do istih finančnih zmožnosti, kot tudi ostali, ki si lažje morda to privoščijo. In temu je tudi prisluhnil predsednik vlade. Ja, jaz lahko
tukaj rečem tako, da mi v inštitutu zdaj že leta delamo pobudo za brezplačno osnovno šolo. Ful verjamemo v to, da si vsi otroci zaslužijo enake možnosti. Mi smo to delali z Anito Ogulin in Anita Ogulin je vedno rekla, revščina je politična odločitev. Treba je narediti vse, da se na sistemski ravni zagotovi drugačno družbo, kjer pač te revščine v resnici ne bo. In ko je Anita zbolela, je vedno govorila, da njena želja je bila, da se stvari sistemsko uredijo in nekako smo si v inštitutu obljubili, da ta nek polje boja v Sloveniji bo nekako to, kar smo delali z njo, tudi za njo. Da v resnici želimo narediti vse za brezplačno osnovno šolo, da želimo narediti vse za to, da imajo vsi otroci enake možnosti. V osnovni šoli je ogromno prikritih stroškov, ne samo učbeniki, šolski pripomočki, ampak tudi recimo ekskurzije, prevozi. In ko je predsednik vlade sklical posvet nevladnih organizacij, humanitarnih organizacij, smo mi govorili o tej pobudi za brezplačno osnovno šolo. In lih pred enim tednom smo skupaj z Zvezo pedagoških delavcev, Združenjem ravnateljev, bili povabljeni na sestank, na nov sestank. Jaz zdaj ne vem, a smem to izdati, ampak po moje lahko, kjer smo nadaljevali pogovore o brezplačnih učnih pripomočkih s predsednikom vlade, ministrom za javno upravo in z ministrom za šolstvo. In se mi zdi, da se bo po vseh teh letih na tem področju nekaj premaknili. In take stvari so stvari, ki pač mene res razveselijo in se mi zdi pomembno, sploh v teh časih, ko je recesija, ko so življenjski stroški vedno dražji, v teh časih teh vojen, te histerije po oboroževanju, da se delajo taki projekti in da je za njih posluh in da se stvari lahko spremenijo. Tako da, če bo slučajno res do tega prišlo, bo to ena velika zmaga za celotno družbo. Ja, vsekakor, zagotovo. Najbolj pa za te otroke in za njihove starše. Zdaj, v zadnjih dneh ste tudi na Facebooku in na družbenih omrežjih opozorili na en paradoks, ki mislim, da je bil vsem prebivalcem zelo zanimiv in skoraj neverjeten, namreč, da se na določenih petrolovih črpalkah kupuje voda, ki je dejansko dražja od bencina. In potem smo brali o tem, kako so bile tudi nekatere črpalke tudi zaprte in še to v takšnih majhnih krajih, vaseh skoraj, kjer ljudje že tako težko pridejo do kakšne trgovine in je verjetno tista črpalka tudi njim najbližje, da pridejo do mogoče tudi samo do, ne vem, do vode, evo. Kaj se vam to zdi? Kaj bi rekli o tem? Ta Petrol, to je mene toliko razjezil. Razjezil me je zaradi tega, ker ena osnovnih stvari, ki se mi v inštitutu borimo proti, je v resnici pohlep in ta neka želja po kapitalskem dobičku, izkoriščanje ljudi. In ko je država se odločila regulirati cene bencina, se je nam to zdaj res dober ukrep. Mislim, cene bencina so na avtocestah višje, treba je zaustaviti to grozljivo rast teh cen. Petrol ima rekordne dobičke in se je nam zdaj sam super, da se je to zgodilo. So pa oni ratali napolno užaljeni, zaradi tega, ker jim je začel pač groziti to, da bojo izgubili ta denar. In prva stvar, po kateri so usekali, so slovenski športniki in kulturniki in rekli, pač ukinili bomo sponzorstva, zaradi tega, kljub temu, da imamo te dobičke, ker je pač država regulirala te cene, ker pač država dela to, kar je njena naloga. Druga stvar pa, da so se odločili, da bojo protestno zaprli bencinske črpalke v nekih manjših krajih. Sploh ne na avtocesti, kjer država to regulira, ampak oni bojo šli v majhne kraje, ki so odvisni od teh črpalk, zaradi tega, da tam delajo pritisk in da izsiljujejo. In ta
ta pohlep, to gre meni najbolj na živce povsod in takrat smo se začeli pogovarjati v inštitutu, pa odkje imajo oni te dobičke in je nekdo rekel, pa sej, a ni voda dražja kot bencin na črpalkah in potem smo šli še to pofotkati, kjer se spet kaže na ta silen pohlep, ki ga imajo, na to željo po dobičku, ker zakaj oni te cene lahko dvignejo zaradi 2 razlogov. Prvi razlog je, trgovine so ob nedeljah zaprte in če ti nekaj nujno rabiš, greš na Petrol iskat. Druga stvar je pa to, da če se ti voziš po celi Sloveniji, se moraš nekje ustaviti in kupiti vodo ali pa malce in pa lahko nabiješ ceno, ker pač si to lahko prvoščeš. Tako da proti takim stvarem se meni zdi pomembno pač boriti. Predvsem se mi pa zdi tudi pomembno, da država sprejme ene ukrepe, ki so dobri za ljudi, pa ki se proti temu začne boriti kapital, da se mi postavimo res na jasno, zavzamemo pozicijo in da pomagamo biti to bitko, ne? Ker tukaj je res evidentno, da pač oni grejo čez vse meje. Petrol. Ja, razumem. Kot ste rekla, najprej se za to odločijo in potem zapirajo črpalke v manjših krajih, ker sploh ni logika. Potem bi pač zaprli na avtocesti. Itak, pač nobene logike ni tle. Tako da, razumem. Mislim, logika izsiljevanja. Tako. Ampak mislim, da ljudje so tudi razumeli to na nek način, da je v bistvu to zdaj praznjenje njihovih denarnic. Jaz tudi vedno rečem, ljudje niso neumni. Ne, niso. In ljudje vedno razumejo vse stvari. In ljudem je treba prisluhniti in njihovi neki te vzgibi so, mislim, mi vedno vse zvemo od ljudi. In se mi zdi, da tudi tukaj je zelo jasno, kaj se tle dogaja. Ja, vsekakor. Tudi tukaj mislim, da naša vlada tu je tudi ostro nastopila proti njim, kar je tudi prav, zaradi tega, ker pač neka pravica tudi mora biti. Ne? Ja, itak. Naloga civilne družbe je pa tako, da kakor se recimo mi jezimo pri oboroževanju ali pa kakor civilna družba opozarja na pasti, ne vem, pokojninske reforme, potencialne, je pa naša naloga, da ko se pa naredijo res dobre stvari, da pa pač bomo odločno stali zraven in te stvari branili in povedali, da so stvari okej. In tukaj spet vidimo te znane, to politično opcijo, ki razdvaja, kako že govori, da ne vem, uničujemo bencinske servise, pa take stvari imamo. Sicer ste omenila tudi, kar se tiče teh obrambnih izdatkov, pa tega, ne. Ja, sicer ni, bom rekla, res samo orožje in bom rekla vlaganje v obrambo, ampak je tudi dvojna raba, ne, in se pravi potem tisti procenti, ki bodo namenjeni bom rekla, za civilno zaščito, kar recimo v Sloveniji se že tudi dosti vlaga in smo zelo prepoznavni po temu, kar je tudi včeraj premier povedal na samem zasedanju, da dejansko tudi druge države ne vlagajo še toliko, kot vlagamo recimo mi, tako da pri nas recimo tale civilna zaščita je zagotovo, bom rekla, ena velika prednost. Ja, jaz tle v bistvu imam to zgodbo, da sem bila vzgojena v zelo mirovniškem duhu in da v resnici se spomnim še takrat, ko je bil referendum glede priključitve NATO in vsega so meni doma razlagali v pasteh NATO o teh nevarnostih vojn in tudi, ko sem jaz bila recimo v Ameriki in ko sem dala čez to šolanje na Kolumbiji in dala sem čez tudi nek zelo jasen program, ki ga je oblikovala Obamova administracija, sem bila jaz tam en velik vesolc, ker se nisem strinjala z nasplošno izdatki za NATO. Nisem se strinjala s temi vojnami, nisem se strinjala z neko to vojaško hujsko in pogosto se tudi moji sodelavci hecajo, da sem obkrožena z ljudmi, ki so fani tega, jaz pa pač sem proti temu in tako, kot sem rekla, to se mi zdi lepota demokracije, hkrati se mi pa zdi pomembno, da pač ustrajam pri teh svojih stališčih in da rečem, ja, jaz se s tem osebno ne strinjam. Osebno pač se mi zdi tudi grozljivo, kar se je dogajalo na tem vrhu NATO, kako je Trump v bistvu izsilil ene stvari, kako ga predsednik NATO kliče daddy in kako je v bistvu tudi on govoril v svojih izjavah, da pač je treba dati izdatke za obrambo, da je treba šparati na pokojninah, na minimalni plači in tukaj se mi zdi v resnici dobro to, da je naš predsednik vlade obljubil, da ne bo šlo to v reze socialne države in da on tega ne bo počel, ampak pač se mi pa zdi ta vojaška
ta želja po oboroževanju nora in zato se mi zdi res pomembno, da se krepi socialno državo in da se na tem področju ful dela in zato mi je recimo tudi ta projekt, ki ga zdaj imamo, krepljenja socialne države, te možnosti, ki se odpirajo, se mi zdijo toliko pomembne. Vi imate tako zelo močen glas. Bom rekla, res ste energična. V vas tli en ogenj, ki ga dajete ven in ki ga vidimo in ki ga občutimo. Kaj bi vi svetovali našim gledalkam, gledalcem, poslušalkam in poslušalcem? Kako naj ta ogenj v sebi tudi oni prebudijo in ga upajo dati na plan? Jaz verjamem, da marsikdo ga ima, marsikdo ima ta notranji glas, intuicijo in tako naprej in tako nazaj, ampak težko je to prepoznati in potem imeti pogum, da gre to na plan, da ne zatremo. Meni se zdi, da meni najbolj pomaga to, da vem, da imam za sabo pač inštitut. Da v resnici, ko govorimo o nekih naših idejah, govorimo o idejah neke skupnosti in da vem, da govorim stvari, v katere res verjamem in mi zato ni težko. In se mi zdi pomembno, da greš čez neko nesigurnost, da greš čez nek strah in da tudi stojiš za tem, kar rečeš. Zdi se mi, da sploh pogosto pri puncah, da je ta neka nesigurnost zelo prisotna, da sama tudi sem večkrat opazila, da se pripravim 4-krat bolj na ene stvari, da jih bom povedala, ker imam občutek, da če karkoli narobe rečem, če karkoli narobe naredim, da bom takoj mem po celem Twitterju, kar itak že sem, ampak in da je zato res pomembno samo pač verjeti v to, kar govoriš in zdi se mi, da mogoče ena največjih zmag inštituta je to, da smo mi pokazali, da lahko tudi skupina punc govori vsem in da odpira vprašanja in da stoji za svojimi vrednotami in neke stvari spremeni in da nas tudi ni strah povedati, da se s čem ne strinjamo in da je to pomembno sploh v situacijah, ko nihče drug ne spregovori. Bravo, se strinjam popolnoma. Je kaj pa takega, ko se zdaj spominjate nazaj, recimo v svojem življenju, da bi kaj naredila drugače? Razmišljam. Mene je v aktivizem pač potegnil res zgodaj. Jaz sem bila stara, ne vem, 21, 22, ko sem zelo začela. Zelo mlada. To ste pa že takrat imela močen glas. Ko sem začela vse te stvari početi in mogoče ena od stvari, ki bi si jih jaz želela, je, da bi se na faksu bolj zabavala. Ni bilo časa. Ni bilo časa, da jaz sem takrat vodila svoj prvi referendum, delala prve kampanje in se mi zdi, da mogoče obžalujem to, da nisem imela tega nekega študentskega brezskrbnega življenja, ker smo takoj naredili pol inštitut, takoj so se vse stvari začele odvijati. Pa kdaj se mi zdi, da se za kakšno stvar preveč sekiramo, da se nam zdi neka stvar usodna, pa na koncu ni. Pa čez en teden pač pozabiš. Se tako, če se sami sebe, bom rekla, pogledamo v ogledalo, naredimo samo refleksijo za marsikaj, si kdaj mislimo, zakaj smo to naredili tako, ampak takrat je že bilo v redu. Takrat je tako moralo se zadeve peljati in vi ste morali pri 21 ta vaš glas dati ven in mogoče ne toliko živeti ta študentska leta, ampak vztrajati pri temu, ker drugače, veste, tudi danes tega morda ne bi bilo ali pa mogoče ne že v takšni razsežnosti. Je kaj takega, kar bi še mogoče svetovali ali pa ne vem? Jaz vedno rečem, da nič ne moramo narediti sami. Da živimo v neki družbi, ki zelo slavi individualizem, ki zelo slavi neko držo posameznikov, posameznic. Verjamemo v heroje, verjamemo v neke hitre rešitve, verjamemo v nekoga, ki bo prišel pa imel čudežno palčko, pa kar vse spremenil. Jaz vedno stojim proti temu. Zaradi tega, ker sem prepričana, da ena ni čudežnih rešitev, da vse je trdo delo in dva, da nič ne moramo narediti sami, da vedno moramo delati v skupnosti. Tako da jaz vedno rečem, da če je ena lekcija, ki jo imam jaz iz vseh teh 10 let, je to, da jaz sama ne bi bila nič, s puncami pa lahko marsikaj. Tako da mogoče to. Odlična popotnica za vse. Najlepša hvala, Nika, da ste bili danes z mano. Upam, da ste se imeli lepo in da tale zgodnja ura ni bila preveč. Tako da, drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, najlepša hvala, da ste bili z nami, da ste nas gledali in poslušali in
ohranite to v sebi, da ostanite informirani in bodite vedoželjni. Do naslednjič.